za 500 tisoči ogled videov. Vse, prav vse se zgodi z razlogom. Dragi moji soustvarjalci, iskrena vam hvala za 500 tisoči ogled videa. To je že 500 000. Wow! Neskončno sem vam hvaležna. Hvala, resnično hvala. Pa ne samo zaradi te velike številke, temveč predvsem zato, ker vem, da ste tu z menoj in ob meni. Hvala vam za vse vaše spodbudne besede, ki me tako lepo pobožajo. Vse vaše pohvale, ko mi sporočate, da vam moji videi koristijo in pomagajo. To me neznansko razveseli. Vse to pa mi daje nove navdihe, da snemam še naprej. Minilo je že skoraj leto, ko sem se vam zahvalila za 100 tisoči ogled in za 500 naročnikov. Danes nas je skoraj že 2000. Hvala, resnično hvala. Kanal Vrtinec ljubezni se vas dotakne in to mi daje vedno nove in nove navdihe in veselje, da snemam ter objavljam nove videe. Seveda, to še vedno v prvi vrsti počnem zaradi sebe, ker predvsem sama to potrebujem. Sama sem v tem letošnjem letu bila priča res turbulentnim izzivom in pa nenehnim preizkušnjam. Zanimivo je, ko že misliš, da si duhovno nekoliko napredoval. Takrat pa se ponovno pred teboj pojavi nov izziv, nova preizkušnja. Trudim se, da takrat ne izgubim vere in upanja. Seveda, mnogokrat tudi sama padem, enkrat bolj, drugič manj. Potem se trudim, da ponovno vstanem, da najdem moč, da najdem upanje, da grem naprej. Ne želim ostati v narekovaju na tleh, ne, ter se smiliti sama sebi in igrati žrtev. Ne, ne želim tega. Vendar tudi zame velikokrat ni enostavno in preprosto. Vsem se to dogaja, prav vsem, in v tem ne vidim prav nič slabega. Svet, v katerem živimo, je sestavljen iz nasprotij oziroma iz kontrastov. To sta dva dela, en in drugi del, ki sestavljata eno in nedeljivo celoto. To sta dve polovici, ki se razlikujeta predvsem le zato, da ju lažje razločimo, saj vsaka zase ne more obstajati. To pa si najlažje predstavljamo tako, da si zamislimo temen prostor, kjer so zagrnjene zavese in ni moč videti ničesar, kjer je popolna tema. Tedaj pa prižgemo svetilko in vidimo ta snop svetlobe, ki pada na posamezen del prostora, ki ga obsvetimo. Vidimo ta snop svetilke. Ko pa odgrnemo zavese in skozi okno zasveti mogočna svetloba, takrat je naša svetilka lahko še vedno prižgana, vendar se njene svetlobe ne vidi več.
hočemo videti ta snop svetlobe, mora biti okrog tema. To pa pomeni, da stvari obstajajo le, če obstajajo tudi njihovo nasprotje, tako kot je svetloba in tema, dan in noč, zgoraj, spodaj, levo, desno, visoko, nizko, spredaj, zadaj, mož in žena. Ja, tako je v našem svetu. Le kako bi lahko odkrili svoje najmočnejše lastnosti, če ne bi spoznali tudi svojih šibkosti? Kako bi se sploh lahko naučili kaj novega, če ne bi bili nevedni? Kako bi lahko vedeli, kaj je dan, če ne bi poznali noči? Kako bi vedeli, kaj je svetloba, če ne bi poznali teme? Vse naše oblike, vse naše lastnosti, krepkosti ter tudi šibkosti so v nas povezane s svojimi nasprotji. Nihče med nami ni le dober, pameten, pogumen, srečen, vesel. Naša dobrota, naše veselje, bistrost in pogum vedno obstajajo hkrati s slabostjo, žalostjo, neumnostjo in strahopetjem. Kadar je ena lastnost pri nas zelo izrazita, to ne pomeni, da to v nas prevladuje, temveč je to pogosto posledica velikega našega truda ter prizadevanja, da bi prikrili, skrili, zatrli oziroma potlačili nasprotne lastnosti. In zato vse te preizkušnje in vsi ti izzivi so tu le zato, da mi spoznavamo sami sebe, da odkrivamo sami sebe, da se zavedamo, kdo smo pravzaprav mi in koliko smo vredni. Na ta način pa mi rastemo ter se razvijamo na svoji življenjski poti. Pomembno je, da v trenutku, ko nam je najbolj hudo, ko najbolj trpimo, ko smo morda bolni, da tudi takrat ohranimo vero in upanje, ter da se tudi takrat zavedamo, da se nam prav vse, kar se nam dogaja, dogaja za naše največje dobro. Mogoče tega v tistem danem trenutku še ne vemo, mogoče se takrat tega ne zavedamo, vendar kaj je pomembno? Da se takrat ne obtožujemo, da si ne sodimo, ter da se ne osredotočamo na to slabo, na to, kar se nam dogaja. Tega ne poimenujmo kot problem, temveč vsem tem stvarem, ki niso dobre, vsem tem stvarem, ki si jih ne želimo, jih rajše poimenujemo izzivi. Rajše jih poimenujemo kot nekaj, kar se moramo naučiti, nekaj, kar moramo spoznati. Bolj kot se bomo osredotočali, bolj ko bomo pozorni na vse te naše probleme, težave, bolezni, na te naše preizkušnje, te bodo postajale vse večje in večje in dobivale bodo vedno večje teže. Mi pa bomo postajali vse bolj zagrenjeni, vse bolj žalostni in vse bolj nam bo hudo. Takrat, v tistem
danem trenutku, ko je res hudo, takrat poskušajmo to le ozavestiti. Zavedajmo se vsega tega, kar se nam dogaja. Obstanimo. Lahko takrat zapremo oči, lahko vdihnemo in izdihnemo. Ter se poskušajmo obliti z vso ljubeznijo. Z ljubeznijo, ki jo imamo tu, v sebi. Ter v sebi poiskati radost, poiskati mir. Takrat poskušajmo poiskati stvari, za katere se lahko veselimo. Poiščimo stvari, za katere smo lahko hvaležni. Bodimo pozorni še na tako majhne stvari. Ničesar, prav ničesar ne jemljimo za samoumevno. Poskušajmo najti dobre stvari, kljub temu, da ni vse v redu, da ni vse tako, kot bi si mi želeli. Kljub temu, da morda trpimo in smo žalostni ter bolni. Iščimo majhne stvari, ki nas radostijo, majhne stvari, ki nas veselijo. Bodimo hvaležni. Hvaležni že preprosto zato, da smo tu, da smo živi, da preprosto obstajamo. Le mi sami smo tisti, ki se sleherni trenutek odločamo, kako se bomo počutili, kako se bomo imeli. Odločamo se, ali bomo veseli in srečni, ali pa morda jezni in žalostni. Sami se lahko odločimo, ali bomo nasmejani in z nasmehom hodili skozi dan, ali pa bomo zagrenjeni in žalostni, ter nam bo šlo vse na živce. Le mi sami se lahko vsak trenutek odločimo, kakšen bo naš dan in kako se bomo počutili. Le mi sami smo tisti, ki lahko vsak trenutek spremenimo svoje občutke. Vsak trenutek lahko spremenimo svoje čustva, če nam niso všeč in nam ne koristijo. Na vse, kar se nam v tistem trenutku dogaja, poskušajmo pogledati še drugače. Poskušajmo pogledati z vrha navzdol. Mogoče bomo takrat videli bolj celostno sliko in se nam bodo stvari drugače razkrile. Ponovno si zamislimo svojo žepno svetilko. Ko smo v temnem prostoru in prižgemo to žepno svetilko, vidimo le ta snop svetlobe, ki ga oddaja ta svetilka, in pa vidimo le tisto, kar s to svetilko obsvetimo. Vendar vsi pa prav dobro vemo, da obstaja še mnogo več v tem prostoru. Vendar ta trenutek, ko je tema, vse okoli nas, mi vidimo le tisto stvar, ki jo naša svetilka obsveti. In tako je tudi v življenju. Takrat, ko smo žalostni, ko nam je hudo, ko trpimo, ko smo bolni, takrat vidimo zelo ozko, vidimo samo sami sebe, vidimo samo tiste slabe in neprijetne stvari. Takrat smo nekako uropani za vse tisto lepo, za vse tisto, kar obstaja okrog nas, pa mi v tistem trenutku tega ne moremo videti, čeprav vemo, da obstaja. Zato se moramo zavedati, da vedno obstaja še mnogo več, le da mi v tistem danem trenutku tega nismo sposobni videti.
Zato se trudimo, da vedno ohranimo pozitivnost, vedno ohranimo visoko vibracijo, bodimo sonček in zasvetimo v temi. Bodimo mi tista svetilka, ki bomo znali zasvetiti, ko bo najbolj temno okrog nas. Ne pozabimo, da za dežjem vedno, ampak res vedno posije sonce. Tudi sama se trudim, da če se le da, nikdar ne izgubim upanja, nikdar ne izgubim tega nasmeha na svojem obrazu. Poskušam v še tako slabih stvarih poiskati vsaj nekaj dobrega. Poskušam biti hvaležna za vsaj nekatere stvari, pa čeprav je v tistem trenutku hudo. Preprosto se učim sprejemati stvari takšne, kot so. Sprejemam stvari prav takšne, kot mi jih življenje ponuja, ter se poskušam učiti zaupanja. Zaupanja, da se vedno in vse dogaja le najboljše. Da je vse točno tako, kot mora biti, ter da se vse, čisto vse, zgodi z razlogom. Mnogokrat ta razlog najdemo šele kasneje. Zato želim, da tudi vi vsi zaupate življenju. Zaupate ter sebi ohranite vero in veseli ter nasmejani stopajte vsakemu novemu dnevu naproti. Zdaj pa se skupaj zavrtimo v ta naš vrtinec ljubezni in skupaj soustvarjajmo še mnoge posnetke, še mnoge videe. Želim, da skupaj rastemo ter da skupaj hodimo po tej poti. Neskončno se veselim vsega, kar nas čaka. Želim vam vse dobro in ne pozabite, poskušajmo biti vsi tista svetloba, vsi ti sonček, ko bo okrog nas najbolj temno, da bomo lahko mi zasvetili. Hvala vam, neskončno vam hvala. Imam vas zelo, zelo rada. Srečno!